Lepo pozdravljeni, moje ime je Nina Štajner in dovolite mi, da vam izrečem dobrodošlico v sveži epizodi podcasta Delo in dom. Podcasta, v katerem domujejo vse teme vezane na kvaliteto bivanja. Danes se bomo pogovarjali o eni lahkotni predpraznični temi in to je o okraševanju doma. V ta namen smo v studio povabili dve zanimivi sogovornici, Tjašo Kokalj-Jerala, spletno vplivnico in vsestransko kreativko. Zdravo. In Katjo Koritnik, oblikovalko nakita in tudi vsestransko spretno dušico. Lepo pozdravljeni. Živjo, hvala. Ste letos že okrasili svoje domove? Ja, jaz moram reči, da naš je tuto kompleto. Ja, je. Naš pa nekje na 10%. Ja, mi to kar postopoma se lotevamo, tako da računam pa, da v roku enega tedna, da pridemo nekje, kaj pa vem, skoraj do konca. Kakšna pa je vajna, oziroma kakšni sta vajni jelki letos? Vi že imate jelko? Ne. Še nimate. Kakšna bo letošnja jelka? Naša je v bistvu tako kot vsako leto, zdaj odkar ste se punci rodili, imamo tako tradicijo, da gremo izbrati našo naravno jelko. To se mi je zdelo, v bistvu prvo leto smo imeli kar posajeno, ampak žal ni preživela. Tako sem mislila, da jo bomo potem še na vrtu posadili in nekako tako nadaljevali to lepo zgodbo. Tako da gremo vsako leto skupaj načeloma zbrati jelko in se lotimo okraševanja. No. Tako da letos sem kar jaz prevzela pobudo, se ne dajo tudi vsako leto, ker v končni fazi možu je dosti vse, kakšna je naša okrasitev, sta tukaj bolj punci in jaz. Ampak letos sem pa rekla, da bom v mojem stilu, ker sem pač gledala povsod po Instagramu in drugih družabnih omrežjih te XXL pentlje in v bistvu, da imamo samo lučke, ker sem se naših bunkic mislim, da so že stare 10 let, sem se rahlo naveličala tistega natikovanja, ne vem koliko 100 komadov bunkic, ki smo jih imeli, tako da so v bistvu samo lučke in ena velika, ogromna XXL pentlja, ki sem jo pač sama naredila, tako da mi je bilo to tudi tak zabaven element. Punci sta pa prišli na svoj račun pri obešanju takih LED, bi rekla, visečih svečk iz konotacije v bistvu filma Harry Potter, tako da tudi te svečke nam lebdijo po stropu in pa potem po jelki in tukaj sta one dve imeli to svojo vlogo okraševanja smrekce. Pa zanimivo. Ja. Kaj pa vaša jelka? Ja, pri nam je pa tako, da nekako mož je vztrajal na tradiciji, da se božično drevesček postavlja nekako na božič, ne. Zdaj meni je pač tle bil ta problem, da meni je to premalo časa, pol ga imamo in premalo časa ga gledamo in se vsak let malo pogajava, da mačkam prej. Tako da letos ga postavljamo ta teden, se pravi približno okoli Miklavža nekje. Smo pa okraske mogli malo spremeniti zaradi majhnih otrok, se pravi 1 leto pa 4 leta, se pravi vse te lepe steklene, ki grejo načeloma pri nam iz roda v rod, ki jih imamo že kar nekaj časa, smo zdaj skrili, ne, ker pač se nam je zdaj nevarno, tako da sem dala gor recimo lani posušene pomaranče, kakšne bolj volnene okraske in tudi letos nameravamo v bistvu uporabiti, kar je bilo od lani. Sem pa taka, da vsak let najrajš kaj dokupam, ne, seveda ne zdaj tudi kompleto vse, ampak mogoče kakšno malenkost, tako za dušo, kaj novega, se mi zdi pa super. Kaj pa s starimi okraski naredita, podarita naprej, spravita za prihodne sezone? Mi jih kar spravimo in jih slejko prej spet uporabimo. Tako da se v bistvu večino okraskov je vedno istih in sicer bolj rdečih, no. Tako da pol pa pač tistih par dodatnih pride vsako leto zraven. Ja, jaz pa v bistvu okraskov kot takih in tudi, bi rekla, okraševanja doma ne kupujem vsako leto in jih imamo res tiste izbrane hiške, čakajo na vsako sezono. In tako, kot sem rekla, imam neke bunkice, ki so z mano že več kot 10 let in v bistvu nimajo nobene sicer sentimentalne vrednosti in so plastične, ampak se mi zdi pač, ko najdeš neko to svojo barvo, vsako leto bi sicer lahko v bistvu spremenil, ampak načeloma jaz tega ne maram in tudi ne maram vnašanja novih barv v nekako našo okrasitev, ker imamo, se mi zdi, že tako dosti
pisan don, no, čeprav mogoče bo kdo narobe razumel, ampak pač so sive barve, rjava barva kavča in je potem preveč teh barv in vedno nekako zaupam neki te belo-zlati okrasitvi. Sem pa v bistvu letos, se pravi, te bunkice, ki niso prišle na drevešček, sem jih uporabila in naredila eno tako čudovit venček za na brata. No, jaz osebno mislim, da je čudovit. Pač idejo sem spet videla na Instagramu in se mi je del ful lušten za pač porabiti in je v bistvu nek tak večen venček, ki se mi zdi, da ga bom dajala ven leto in leto. Ja, preko si omenila natikanje bunkic, sem letos videla na internetu eno idejo, da se v bunkice zavrtajo lukance z obeh smeri, se napelje nitka in da se jih v bistvu kot neko girlando in se jih pol navije tako na jelko, recimo. Tudi zanimivo, poenostaviš, ja. Ne vem, koliko enostavno je vrtati v te... Ja, zelo hitro se lahko kaj nalomi, to so te zadeve, a ne DIY naredi sam, ko zelo pogosto, vsaj meni se je do zdaj zdel tako, pač vsi te projekti, ful enostavno, preprosto, cenovno ugodno, zelo velikrat se ti zgodi, da zadeva ful hitro naraste. Cenovno, časovno in potem imaš en kup enega stresa, samo zato, ker si nekaj želel samo ustvariti, ne. Ja. Odkud pa vidve črpata ideje za svoje? Pa tako, kot je Tjaša rekla, je res veliko inspiracije se najde na družbenih omrežjih, no. Pinterest in Instagram se mi zdi, da tlele res kraljujeta s temi idejami in teh idej kar ni konca, tako da recimo jaz si jih pridno spravljam, ampak realno mislim, do konca življenja ne bi uspela vseh narediti, ker sem si jih spravila, ne. Plus, da zraven so še neke moje, a ne, ker sem si jih recimo ali sama zmislila ali pa nekako preoblikovala, tako da pač to so tam, pa če imamo čas ali pa če vem, naslednji vikend smo pa doma, zberem tisto, kar bomo delali, grem pravočasno v nabavo materijala in sem pripravljena, da pač če sta slučajno otroka tudi privoli za sodelovanje, da pač mi to skupaj naredimo. Ampak tako, kot Tjaša že lepo omenila, te do-it-yourself projekti vedno izgledajo tako luškani in v teh videih so tako v 1 minuti prikazani, v resnici je to veliko priprave, veliko potrpljenja, vedno gre kaj drugače in kaj nepričakovanega se zgodi, ampak ja, na koncu recimo, da je vredno, ne, mislim, se je ful lepo. Ful je lepo, ful je tak trud, ki si ga ti vložil, veš, da je nekaj tvojega, ampak jaz se ne morem pozabiti, ker sem enkrat sicer čist nebožično, nepraznično povezano, ko sem delala tabore iz v bistvu vrvi in sem gumo, staro pač pneumatiko uporabljala in pač jo, se pravi, oblekla v vrv in to je bilo toliko te vrvi, da sem šla po mojem 3-krat nazaj v trgovino po nepoceni vrv in to je bilo toliko enega materijala, tako res noro. Kot vam je pa motivacija, da preidete vse te težke faze, naredi sam? Meni je preprosto fajn. Ja, tako preprosto ti je fajn. Jaz mislim, da če ti to ni fajn, po domače povedano, je brez veze, da se lotevaš, a ne? Ker ja, ovire bodo in prepreke, pa se potem v bistvu skozi leta, vsaj jasno, se mi zdi, da mi je že približno jasno, kaj lahko pričakujemo od enega projekta, kako bo izgledal in kaj v bistvu tudi ponuditi puncem, ne? Ker velikrat pri teh naredi sam idejah, ki jih je ogromno in so lahko včasih kar overwhelming, ne najdem primernega slovenskega izraza, ampak malo pretirano vse skupaj je, je, da so v bistvu, tudi recimo, ko so za otroke narejene, jih ne dela otrok, jih dela odrasla oseba. In to čist drugače izgleda, kot to dela otrok in tudi, kot to dela odrasla oseba. To je potrebno sprejeti kompromis kot perfekcionizma. Ja, sigurno. Nikoli ne bo tako lepo, kot bi si zamislil starš. Ja. No, Tjaša je letos naredila enega ogromnega hrestača. Ja. In na njega sem neizmerno ponosna. To je naš novi družinski član. Je 2 metra visok. Skoraj, ja. Narejen je iz... Narejen je iz kartona in iz malo tršega papirja, kot neka lepenka varianta. In jaz sem toliko mislim, to je pa tisti projekt, ki je bil pa
Ful sem se ga bala, zaradi tega, ker sem na njej v bistvu skoraj da ne stavila vse na njega. Bil je moj zadnji naredi sam projekt v okviru teh prazničnih projektov. In sem rekla, ok, tole bom še naredila. Nisem sploh vedela, a bom našla primeren material, ker seveda idejo sem črpala iz ene druge objave na Instagramu in se mi tudi vedno zdi fino potegati te kreatorje, ki se dejansko to sami spomnejo, ne. In je pa bil v bistvu zelo veliko sem stavila na njega in res sem se ga mal bala na način, da to ne bo tako enostavno in je v resnici bilo tako enostavno, kakor pač sem ga potem sama naredila in še cenovno ful ugodno. Ne. Naredila sem ga praktično za 30 €, uporabila vedra, prvotna oblikovalka oziroma ustvarjalka je uporabila, mislim, da koše za perilo plastične. Tako da in sem bila ful vesela in je res naš novi družinski član. No. Tisti video na tvojem Instagramu je hitro izpeljan. Koliko časa je pa v resnici vzelo? 3 ure. 3 ure. 3 ure. Ja, ampak ni slabo, ne, zaradi tega, ker vmes sem se tudi jaz malo ustavljala, večkrat sem se odmaknila, premišljevala, ker nisem imela primerne barve kože za njegov obraz, ne, in sem pa rekla, čakaj, a zdaj naj grem barvat bel list z tempera barvami, pa sem šla k puncama v sobo, sem tam neki barve mešala, se pravi, ni bilo tisto, a ne, celoten proces je bil 3 ure, ampak da sem ga pa jaz dejansko po mojem gradila pa kakšno dobro uro, no. Res sem se zabavala in pač nastajal je in kar ratovalen je, ne, mislim, ker tako po mojem vmes se ti zna zgoditi, da ti zmanjka kakšnega materiala ali pa da preprosto neka zadeva ne funkcionira tako, kot si ti želel, tukaj je pa res vse tako zafunkcioniralo, ja. Kaj se bo pa z njim zgodilo po praznikih? Ja, to je zdaj tisto vprašanje, ne, pač jaz si ga ful ne želim podreti, ker jaz mislim, da ta hrestaček lahko z nami živi še kar nekaj časa in mislim, da bomo našli način, kako ga primerno shraniti. Ja. Ker kljub temu, da ni pač draga zadeva, ne, takih hrestači, ko jih pač videvamo, so tudi sicer XXL, recimo hrestači, pa to stane, ne vem, več 100 €. Ta ima pa pač neko sentimentalno vrednost in se mi zdi, da se bo z nami, mislim, v naš dom vračal vsako leto. Mogoče ga bom pač probala malo razstaviti, kot legice, ker vidim tudi, da sem mogoče naredila malo pretanke nogice, ko mogoče bom kakšen del zamenjala. Kaj je pa tvoj letošnji projekt leta? V bistvu letos nimam zares projekta leta, ali pa nimamo. Jaz jih bolj sproti delam, pa zelo si želim pač otroke vključevati, pa je to zelo težko, ko prideta iz vrtca, ne, pač pri tej starosti sta zelo utrujena in nekako ni ima vedno do tega. Tako da nekako bolj gledam, da jih naučim, da gremo skupaj mogoče po materialu, v smislu v gozd, po storže, pa da je to ta del, ki ga ona dva opravita, pa jaz v kuhinji recimo ustvarjam, pa če se hočeta priključiti, se priključita, nekako sem mogla ful spustiti ta merila, ki si jih prej omenila, perfekcionizma, ne, ali pa to željo, da bi mi res vsi skupaj delali, ker otrok sploh po vrtcu ne zdrži 1 uro, da bo lepo. No. Če je že v vrtcu mogel ustvarjati, mogel delati to, mogel delati tisto. Tako da nekako... Potem pa mabe ob 10 zvečer barva hiške, ne? Točno tako, ja. To veš, ja. Res je. Pa vidve sta obe iz družin, ker ste veliko tudi sami ustvarjali, imata že to iz otroštva naprej? Ja, jaz bi rekla, mislim, moja mami sicer ni, kar se tiče nekega tega dekorja doma, ampak ona je meni šivala oblačila za punčko. In jaz sem komaj čakala, da bo petek in smo šli na vikend in bo ona iz mojih, ne vem, starih oblačil ali pa iz svojih mi recimo sešila kakšno krasno oblačilo pajacka za punčko. In to je bilo meni neki wow. In tudi se mi zdi, da to potem prenašam na punci, ne. Seveda v tistih časih ni bilo podpore Instagrama in drugih pač omrežjih, kjer si dobil te navdihe, tako da so bila pač tudi izdelki primerni, ja, primerno pač je bilo manj tega materiala, ne, kar se mi po eni strani zdi pravi privilegij, ja. Ker zdaj je toliko tega, da se včasih kar mamice še posebej, ne, ko vidimo, ona
tukaj ustvarja, ona tam ustvarja. Kaj moram jaz zdaj vsem otroku ponuditi, da jim hitro ustvarja, da jim vsaj nekaj ustvariti, ne, ni treba, v bistvu lahko že z neko cunco. Ampak ja, tudi punci jaz pač probam skozi ta ustvarjanja jima pokazati neko veščino, ker se mi zdi, da zdaj zelo malo se z rokami dela, pletenje, ne, moja babi je znala to v miže, jaz se zgubim, ne. Tako da se mi zdi fajn ta fino motorika, da se vedno nadgrajuje. Pa vedno je večja nagrada, če nekaj sam narediš, ne, imaš ima večjo vrednost zate, vsaj jaz imam tak občutek. Kateri pa so vajeni najljubši pripomočki za ustvarjanje, kaj najrajši? Mislim, najljubši, absolutno nepogrešljiv je vroča pištola. Ne? Ampak ni najljubša, ne? Ne, spomnim se na poročni, en dan pred poroko sem tu sama en okvir z rožami delala in sem si ful prst zapekla in to ta, na katerega bi mogel priti prstan, tako da ta je bila grozen. Pa je pač ena izmed družic letela v neko dežurno lekarno in smo te prstanirali, kakorkoli. Vroča pištola je vseeno pripomoček, ki zelo veliko stvari na hitro naredi, reši. Je pa pomemben pri pomočkih, da so dobri, da so kvalitetni. Ene par jih res rabiš, recimo lepilo škarje, ne, znoriš, če imaš slabe škarje, zarezati blago. A ne? Tako da sem si tudi pred kratkim privoščila nove prave šiviljske škarje, ki režejo ko strela. Ima pa mama skrite, da seveda, to je imela moja mama, njeni šiviljski škarji se pa ni dotikalo. No, to so zdaj te cikcak škarje, so super, ker se blago pa ne para. To sem si jaz pohitrila, sem ene prte delala in da jih ni treba zarobiti. Za en dogodek sem jih pač cikcak škarje. Odlično. Kakšni so pa letošnji trendi pri okraševanju? Brez česa ne gre letos? Brez pentelj? Ja, trenutno pač so, recimo, če so bile lani tako tak pridih 80-ih in so bili te tinsels oziroma resice, bleščeči trakovi, ki so mimogrede toliko smrdeli. Pač tako, ker tega je bilo res treba ogromno, da jaz sem imela to smrekco doma, smo jo imeli, tako da že lani sem bunkice kar dala na stran in v bistvu mislim smrdeli pač po tem materialu, folija materialu, tako da letos verjetno res pentlje bi pa rekla, da v bistvu kaj ni, ne. Se mi zdi, da se kdaj vračamo nazaj v preteklost, pa so pisane lučke, pa so v bistvu te bunkice, ki mogoče vsako leto kakšno novo dokupuješ. Minimalizem je tudi vedno zelo tako pač v ospredju, ogromen lučk, barve vedno nove ali pa nazaj prihajajo, ne. Letos sem tudi videla veliko roza barve spet, ampak se mi zdi, da čez neko klasiko je ni, no. Pa mogoče tudi ne, da se tudi pri modi naj ne bi bilo vodilo, da gledaš, kaj je trend, da se bo oblačil, ne. In isto in upremljanju doma naj bo to verjetno trajnostno in konec koncev tudi pri praznikih, tudi če nič ne pogledaš, pa narediš tako, kot ti je všeč, bo lepo, avtentično, bo za tvojo družino super, ne. Res pa je, da tako kot sem rekla, mogoče kakšno stvar pogledati pa reči, ok, eno pentlico dodam, pa ne zato, kaj je trend, ampak ali pa zato, kaj je trend, pa si jih tokrat videl, pa ti je všeč, pa je bil zdaj tudi imel, ne. A ne, po mojem svobi hotela to povedati, da se ni treba teh trendov držati, ne. Kar ti paše, kar ti je lepo, ali pa kar ohranjuje nekako tvojo družinsko tradicijo, je največ vredno, ne. To zna biti kar drag špals, da v bistvu vsako leto zamenjaš neko okrasitev. Tako da jaz mislim, da kar se tiče praznične okrasitve, naj bi bili vsi malo bolj v to nostalgijo in v grajenje neke tradicije, ne. Zato se mi zdi, da naj okraski trajajo, naj bodo dolg časa pri nas, se ni nujno, da so glih stekleni, absolutno super, če so, ne, mi smo naše steklene vse pobili. Ampak ja, pač, da je to neki, v bistvu, da je to nek tak neko zatočišče, kamor greš, ko si rečeš, ok, zdaj pa prihaja okrasitev, vem, kakšna je. In tudi otroci približno vedo, kakšna je in se veselijo tega, ne. Mi smo imeli iz stropa pač te velike zvezde papirnate, ne, in tudi tega se blazno punci veselite. In vsako, glih včeraj smo tudi njuno sobico krasile in točno veste, da bo poslikava na steklu, da bomo naredili te klasične papirnate snežinke, tako da veste, kaj pričakovati. Se mi zdi, da ti to da neko tako zatočišče in neko tako comfort
udobje, mirnost, toplino. Koliko ste stari deklici? 7 let. 7 let. Ja. Tvoja pa 4 pa 1. Ok, to so pa malo drugače. No, to je pa še eno vprašanje. V deklici verjetno se z veseljem veliko vključujeta. Kako je pa s fanti? Ne vem, kaj je odgovorila zares na to. Zelo jih zanima, kaj delam, ampak kot rečeno, pri tej starosti, ali pa vedno boljš tudi je, ampak pri tej starosti nekega potrpljenja nimata še, sploh ta mlajši, on pač pride, on bi vse flomastre pometel okrog in to je zanga bil njegov doprinos. Njegov doprinos in pol gre. Na srečo se da z njim zmeniti, da mu pač dam lonček in zdaj on pospravlja, sta starejšim nekaj delava, ampak sem se pa mogoče naučila, kar je na začetku, pa mogoče sploh za fantke, ki so manj takak ustvarjalni na ta način, ali pa vsaj v mojih očeh. Zelo je pomemben, da imaš že en mušter narejen. Se pravi, da otrok pri tej starosti ve, kaj je njegov cilj. Tako kot je Tjaša rekla, Pimci veste, kaj bodo delali. Vsako leto nekako rišejo po šipah, pridejo snežinke, veste, kam to gre in sta pripravljene verjetno se potruditi, potrpeti, recimo, kakorkoli. Zdaj pač, ko pa ti otroku ta prvič reče, zdaj naredi to, pa to, pa to, a je to sploh ustvarjanje, da mu ti tam govoriš, kaj mora delati, ali mu pustiš čez prosto pot. Tako da jaz sem ugotovila, da je fajn, da imam en mušter, da rečem približno, tole je končni izdelek, zdaj pa, da on ve, ok, najprej izrežem, pa približno lepem, pa neki barvam. Da ve, tako. Kaj pa zavijanje daril? Kaj boste letos naredili v tej smeri? Že imate kakšno idejo? Nisem pri nas darila zavija Božiček, jaz ne vem. Jaz ne vem, o čem vi govorite. Ne, tukaj nimam nekih blaznih aspiracij, da si jaz to delo še podaljšam, čisto iskreno, ker se mi zdi, da na darila vedno pridejo tako na koncu. Je tisto zavijanje daril, ki je tako najbolj mučno, najbolj nehiter, dajmo večer prej. Imam pa vedno bolj rada v bistvu čist nepopisan papir, da mogoče sama s tem krednim markerjem narišem kakšno hiško. Lani sem v bistvu iz naše smreke par vejic porezala in jih recimo oblikovala v venc. Tako, v bistvu se mi zdi, da ta papir je tako pol hiter dol, da ni neke zasluge pri zavijanju. Ne maram pa vrečk. Za nas osebno jih ne maram, ker se mi zdijo, seveda pač za rojstne dneve je lažje, vse je lažje, ampak se mi zdi, da zgubijo tudi to, ko ti pripravljaš za rojstni dan, zgubi malo te čarobnosti in zato vsaj recimo probamo voščilnico napisati, da se vseeno potrudiš, kako boš oddal to darilo. Ja. Mogoče bi tle dodala, ko si rekla kredni marker, fulušna ideja za otroci pa je tudi, če že novembra mogoče začneš ali pa pač zdaj, na hrbtno stran nekega grdega papirja, ki ga imaš že ful let, pa ga nočeš enkrat uporabiti, in pač na hrbtno stran otroci rišejo lahko ali s temperami, z barvicami, kakorkoli in v bistvu to zavijaš, pa samo eno lepo pentljico daš čez, ful lepo lahko pride. Mi recimo smo tudi parkrat zavili kar v časopisni papir, pa pač sta nalepkice gor dala, pa je tudi nek pridih poseben. Tako da velikrat tudi kaj, ki prinesete kakšne slikice na prvi pogled neugledne iz vrtca, tako res kar ene čačke, jih spravim, pa jih pol malo dodelamo s kakšnimi bleščicami, s kakšno nalepkico in jih uporabimo ali pol izrežemo krog, pa ne vem, neki gor narišemo, pa je to lahko recimo zelo lepa voščilnica. Če je pa večji kos papirja, pa mogoče uporabimo za zavit, tako da mi te stvari na ta način kar malo porabimo, dodelamo, ker se mi zdi škoda, zakaj pa ne. Ful imam rada tudi jaz in da dobimo in da damo od sebe nekaj, ki ima mačkan osebnega pridiha. To bom mogoče delila idejo moje tete, ker sta bila moja dva še čisto zelo majhna, ta prvo, drugo leto, ko pač ne znajo prebrati podjel, ko so darila, ko pač piše, za koga so. Ta mali še ne znajo brati in ker sta tako rada delila ta darila, je moja teta prišla na zelo dobro idejo in je slikce naprimer. Da so bile slikce pač na mesto imen in sta ta mala dva darila od članom družine glede na slikce. To se mi zdela taka fina ideja, to zdaj pač delamo, da imamo slike na mesto imen, dokler še ne znamo brati. Kaj pa voščilnice? Boste delali voščilnice, še pošiljate voščilnice? Vsako leto. Z otroci ustvarjate? Ja. Kaj so letošnje ideje? Prosim, jaz rabim namige. Mislim, lahko
povem, da mi smo zdaj prišli v eno tako dilemo, ne. Že prej sva bila z možem vedno ful na koncu, da sva jih tik pred, da nismo sploh božičnih praznikov omenjali, ampak samo srečno novo leto. Ja, lani smo po novem letu po mojem dobili. Sorry. Ne, vse lepa. In sva bila skoro vedno ful na koncu, nam vrata, ker na vsak način hočemo skupaj ustvarjati. In zdaj sem jaz prišla na super idejo, ne. V bistvu mi smo jih lani naredili, ampak smo bili tako pozni, da smo jih sam parim poslali in smo jih kar zadržali in mi jih bomo letos poslali, tako da ujamemo ta glavne praznike. In bomo letos kadarkoli že do konca leta naredili nove in jih bomo imeli za naslednje let. Ker res, mene to ful stres prav, ker pol še vse te naslove na roko pisati. Pač prav je, da na roko napišeš, se mi zdi. Prav je, da vsi nekako sodelujemo. Pa tudi fajn je, da to delamo z veseljem, ne pod nekim pritiskom ali pa v polnoči, ne. Tako da to je zdaj ful dobra ideja za vse, ki ste tako bolj last minute, Na zalogo. Na zalogo, se pravi, in v bistvu mi naredimo serijo, imamo eno idejo, kjer sodelujejo lahko vsi. Recimo lahko povem, kaj bo letos, no. Se pravi, odtis nogice najmlajšega v zeleni barvi je naredil najmlajši. Očka je narisal spodaj hrošča. Starejši bo nalepil snežinkice okrog, jaz bom pa not napisala. Tako da smo v bistvu vsak en delček naredili in so ful prisrčne čestitke. Božičnice. Dobra ideja. Ja, mi se teh, da bi prav ustvarjali voščilnice, mislim, da smo jih takrat, ko sta bili mlajši, ko smo tudi neke rokice, pa sem potem nastale se ne vem kaj iz roke. Smrekica ali pa nogica, ali pa nogica je lahko tudi potem jelenčak, ne. Zdaj pa v bistvu že odkar v bistvu sta se rodili punci, se gremo fotografirati, božično družinsko fotografiranje in v bistvu so to naše. Tako da sodelujeta pri pisanju. One dve sta tako tekoča mašina, ka namazani sta, njima daš skole mušter, da biti takaj je treba napisati, ne, in potem one dve to pišeta in je to the best. In še v bistvu neka aktivnost v našem družinskem adventnem koledarju, tako da ji posvetimo recimo eno popoldne, ne. Adventni koledar sta izdelali sami? Jaz v bistvu imam neke hiške papirnate, zdaj že drugo ali tretje leto zapovrstjo, sem jih kupila, nisem jih izdelala, ker kar sem videla, mi je bilo tako res, ker v bistvu jaz sem tako malo, kako bi rekla, hinavsko se obnašam, da pač izdelke, ki jih skupaj naredimo, so sicer krasni, ampak če niso neki stopili v sobah mojih punc, ne, to bo za vajno smrekico, pa na njuni smrekici so tudi pač okraski, ki jih one dve naredita. Tudi moja mama imela te hece. Dnevni je bila perfektna, srebrnilka. Mislim, one dve pač ne vidita zdaj nikoli ne rečeta, ne omenita, pa v bistvu jo tudi vključujemo v to smrekico, ampak pač njuni izdelki so pa v njunih sobicah, pa vsaka si lahko svojo smrekico okrasi, se to so take majhne po svojih željah in potem tudi dobita kakšne bombončke, čokoladke, tako kot so bile včasih na smrekicah, to se mi zdi ful dobro, a ne. Ampak ja, in v bistvu so te izdelki tam in hočem reči, da te družinski koledarji, ki sem jih sama kdaj delala, v bistvu sem prišla samo toliko, da sem na lojtrco obesla neke vrečke, ne. Zdaj imamo pač te hiške in nam zapolnjujejo naše dni. Ampak aktivnosti. Aktivnosti so, družinske aktivnosti, vsak dan pač, ampak te družinski adventni koledarji so lahko zelo neprijetni, zelo te lahko v stres spravijo, ne, kot mamo, kot pač starša, karkoli že. In v bistvu jih delam skoraj da ne dan za dnem, zato da vidim, koliko smo utrujeni, koliko se meni tudi ljubi. Zdaj ne bom odpirate zjutraj? Zjutraj, napišem jih pa zvečer. Zdaj, ta teden se je tako odvil, da sem dobila ideje in da mi je točno jasno, kaj bomo delali, imam že do nedelje, ne, napisano, ampak načeloma pa tako dan, dva vnaprej pišem. Fina zadeva, da je družinska aktivnost, da ni sladkarija. Ne, je tako, recimo danes, kar imamo na sporedu, bomo pekle parkle, ker smo jih že lani in so ful lušten pač uspeli in se mi zdi ena taka, včeraj je bilo okraševanje sobice, nočem, da nas to spravlja v stres, da zdaj treba narediti, ali pa zdaj gremo lučke gledati, ne, če se ti ne če so otroci utrujeni, je dovolj samo, a sta zato, da si danes naredimo kakao in preživimo popoldan na kavču, ne.
Kar bi že tako, ampak če ti en reče, da je to napisano, je tako, wow, ok, cool, gremo to danes delati, ne. Odlična ideja. Je pa v vsakem primeru vzame kar nekaj časa, ne? Sej, da narišeš te hiške na šipo, verjetno je to cel popoldne, ne? Ja, smo se kar včeraj hecale s tem, potem sem jaz na koncu še finiširala, ko ste oni dve se kopali, ampak so bili ful tako zadovoljni, no, in ko sta pa že spali, sem pa še jaz par snežinkic izrezala in potem sem rekla, ste videli, kako je snežil po noč v vajeni sobi, ne, in je lušteno, tako. Jaz sem to v bistvu pri Tjaši videla že lani, ne, in sem hotela letos to podobno narediti, ne, in sem si kupila te kredne markerje, ampak pač naš mlajši trenutno, a ne, to vse tako pač pobriše, ne, sej on, kredni marker se posuši, ampak vse, če ti dost intenzivno pač takole se zbriše, ne, in sem gotovila, ok, to ne bo šlo, sem šla zbrisati, oziroma jaz sem mu ga dala pajončečkov, pa potem to vsak dan malo brišemo, pa sem v bistvu na šipe narisala lepe vence, tako, tudi ful lepo pride, no, tako da zdaj čakam, da zasneži se vse zunaj, da bo res čarobno. Najlepša hvala vama za vse ideje. Vama želim še naprej praznični december in hvala za obisk. Hvala za enako. Vam pa hvala za pozornost in se slišimo ponovno čez 14 dni.